Pozdravljeni nazaj na kanalu DaSweetTech TV, moje ime je Andraž, ponovno sem sam z vami. In sicer, da zaključimo debato, ki smo jo začeli v prejšnjem videu o Huawei P40 Pro in pomanjkanju Google mobilnih storitev. Pa začnimo. Najprej, da razčistimo manjšo nejasnost. Pomanjkanje Googlovih mobilnih storitev na telefonu še ne pomeni, da vaš telefon ni uporaben. Še vedno lahko prejemate klice, prejemate SMS-e, gledate fotografije, poslušate glasbo, karkoli od tega. Vaš telefon je praktično še vedno funkcionalen v najbolj osnovnem smislu. Stvari pa se začnejo zapletati, ko hočete najbolj zahtevnega, kot so gledanje YouTube videov ali uporaba Google fotografij ali Gmaila, potem to pri vas odpade. Kar pomeni, če ste povsem osnovni uporabnik, dobro za vas, nič se kaj dosti ne spremeni. Če pa niste osnovni uporabnik, pa se vam stvari v najboljšem primeru zakomplicirajo, v najslabšem pa postanejo neznosne do te mere, da se ne boste odločili za nakup mobilnika brez Googlovih mobilnih storitev. Tako da presodite sami, kar si želite. Najprej, da naredimo en kratek pregled za nazaj. Kot ste najbrž do sedaj slišali že velikokrat, je ameriškim tehnološkim podjetjem z odlokom ameriške administracije prepovedano poslovanje s tem kitajskim tehnološkim gigantom. Ergo, to pomeni, da je tudi Googlu prepovedano poslovanje z Huaweijem. V praksi to pomeni, da Huawei lahko še vedno operira z odprtotipno različico Androida, imenovano forked version po angleško, to da so določene omejitve. Posodobitve niso zagarantirane, prav tako ni zagarantirana varnost na tej odprtotipni različici. Je vsa stvar še hujša, pa to pomeni tudi to, da Huawei ne more prodajati več novih mobilnih naprav, in sicer od lanskega leta, ki bi v sebi vsebovale Googlove mobilne storitve. Zakaj je to tako pomembno? Ker s pomanjkanjem Googlovih mobilnih storitev izgubite srčiko izkušnje Androida na vašem telefonu. Nimate Googlovih zemljevidov, nimate YouTubea, nimate Google Chroma, nimate Gmaila in nimate, kar je najbolj pomembno, Google Play Storea, iz katerega bi lahko nalagali dodatne aplikacije na vaš mobilnik. K sreči lahko zaradi same odprte narave Androida te težave nekoliko zaobidete. In sicer s sideloadanjem ali po slovensko stranskim nalaganjem APK datotek iz raznih tretjih mobilnih trgovin oziroma trgovin z aplikacijami, kot so APK Pure, APK Mirror, Aurora in še se bi jih dalo najti. Te sicer poskušajo zagotoviti visoko stopnjo varnosti teh aplikacij, vendar še zmeraj ta ni na takem nivoju, kot je standard Google Play Protect. Prav tako ni nikjer zagarantirano, da bodo te aplikacije delovale v popolnosti v sozvočju z vašim mobilnikom in da bodo prejemali varnostne posodobitve ali kakršnekoli posodobitve, če se že zgovarjamo o tem. Kar v praksi pomeni, da ste na tehnološkem divjem zahodu. Sami morate poskrbeti za svoje aplikacije in za njihove posodobitve, brez strica Googla v ozadju, ki bi vam dal top-loadajo in poskrbel, da jih boste imeli nameščene na vaše mobilnike. In to je še en dodaten korak, ki odvrača povprečnega uporabnika k nakupu Huaweievih mobilnikov. Mimogrede, iz teh alternativnih trgovin lahko gor naložite tudi Google Play Store in iz Google Play Storea ostale aplikacije. Samo povem. Edini dve možnosti poleg stranskega nalaganja aplikacij na te vrste mobilnikov je uporaba Huaweieve aplikacije Phone Clone in pa Googlovih storitev znotraj samega spletnega brskalnika na mobilniku. Vendar nobena od teh dveh rešitev ni idealna. Zakaj? Prvič,
PhoneClone sicer prekopira obstoječe aplikacije iz vaše stare naprave na novo Huawei napravo, vendar se prenesejo samo tiste aplikacije, ki jih ta druga Huawei naprava podpira, kar pomeni ne Googlovih. In drugič, izkušnja z uporabo Googlovih storitev na spletnem brskalniku pač ni enaka, kot je funkcionalnost na za to namenjenih prevzetih aplikacijah, kar pomeni, da morate videti spletni brskalnik, vtipkati, da si želite na primer YouTube, ga tam odpreti in potem narediti bližnjico na namizje, ki boste lahko to redno uporabljali. Kar pomeni dodatne in dodatne korake do tega, da boste vi uporabljali neke osnovne storitve, ki bi vam morali biti na dosegu že tisti trenutek, ko vzamete telefon iz škatle. In ja, ni idealno, je pa ena od možnih rešitev. Not great, not terrible. In ravno v tem je največji problem. In sicer ljudje niso navajeni kompliciranja. Ljudje hočejo odpreti škatlo, začeti uporabljati svoj telefon, brez dodatnega ukvarjanja, kako bodo prišli do najbolj enostavnih funkcij. In ker temu ni tako v primeru Huawei-jevih naprav, se že dogaja, da jih ljudje vračajo nazaj. Čez kamot ga žal ni. Hujše od nalaganja Google Play Store in Googlovih aplikacij pa je pomanjkanje Googlovih mobilnih storitev. Kaj to pomeni v praksi? Želite Netflix in ga sideloadate, stransko naložite, imate ga na telefonu. Super! Probajte ga odpreti, ne deluje. Manj super! Zakaj je temu tako? Zato, ker določene aplikacije, kot so Netflix, Uber, ki ga sicer pri nas ni, in pa razne spletne banke uporabljajo oblačne storitve Googlovih mobilnih storitev in brez njih sploh ne bodo delovale. Kar pomeni, da vam vsa mahinacija s sideloadanjem in drugim nalaganjem na vaš telefon ne bo pomagala nič, ker nimate v ozadju podpore, da bi to sploh delovalo v praksi. So thanks for nothing. Huawei seveda na situacijo ne gleda križem rok in je že vložil milijarde in milijarde v razvoj Huawei Mobile Services, HMS, ki naj bi konkurirale Googlovim mobilnim storitvam. In osrednja aplikacija Huawei-jevih mobilnih storitev je App Gallery, ki naj bi konkuriral Google Play Store. Ta se sicer vsak dan polni z vedno novimi aplikacijami in tudi ponujajo večji delež prihodka proizvajalcem oziroma kreatorjem teh aplikacij, vendar to poteka počasi in ta trgovina pač še zmeraj ni tako polna, kot je od Googla. Mogoče celo nikdar ne bo in to predstavlja velik problem. Poleg tega ima še zmeraj precej močen kitajski prizvok, tako da še zmeraj ni namenjena zahodnemu potrošniku v taki meri, kot bi lahko bila. Na veliko srečo lahko tiste aplikacije, ki vam še manjkajo, kot so recimo Facebook ali Snapchat, potegnete iz uradnih spletnih strani ali preko APK datotek, ampak še zmeraj ne gre za popolno izkušnjo, kot bi jo sicer lahko dobili. Torej, da nekako zaključim ta video. Ko boste kupovali, če boste kupovali Huawei-ov mobilnik, kot je ta prekrasni P40 Lite, ki bi vam ga sicer v normalnih razmerah z lahkoto priporočila, pa vam ga v teh žal ne moreva. Če se boste odločili za nakup in boste dali svoj denar, se morate zavedati, da vlagate svojim denarjem v prihodnost. V prihodnost, kjer bo mogoče Huawei nekoč s svojimi mobilnimi storitvami dosegel Google, kjer bojo tudi ostali proizvajalci aplikacij dojeli, da se splača investirati v HMS. Vendar to ni zagarantirano in to lahko traja še nekaj časa. Tako da se odločite sami. Boste šli k konkurenci, Samsungu, iPhoneu ali boste ostali pri starem dobrem Huaweiu, ki ga lahko kljub vsem njegovim odličnim lastnostim ne moreva priporočati v polni meri, tako kot bi ga lahko 1 leto ali pa 2 leti nazaj. Žal. To je za ta video vse za danes. Z vami sem bil Andraž, gledali ste kanal The Sweet Tech TV. Prosim,
naročite se na ta kanal, všečkajte ta video, če vam je bil všeč. Spremljajte naju na Instagramu, Facebooku, Twitterju in povejte nama v komentarjih, bi kupili Huawei telefon brez Googlovih mobilnih storitev? Da ali ne? Je vaša ljubezen globlja od pomanjkanja teh storitev? Povejte mi. Lep preostanek dneva vam želim in se vidimo naslednjič. Čau.